pa ni vprašanje, ali bo tole epsko ali ne bo. Vprašanje, ali bom jaz bruhal ali ne bom. Mislim, da je avion za mano prišel. Ta pizda hitra. Nič sem rekel. Sem vesel sem. Da bi helikopter v rikvrc letel, pa ne vidiš prav doskrat, a? Odlunšek je dobil M4. Pa lej te feltne, no. Lej te feltne. Boarding pass. Ciril Komutar, normalno, flight location Murska Sobota, pazi sedež, cockpit. Cockpit piše. Dali so mi čelado, pod kapo, pa tole zanimivo sivo vrečko. Ja, za bruhanje. So you just tighten your abdominal muscles. Se ne more primerjati s 5 minutami v akrobatskem letalu. Pa ni šans. To, kar sem jaz doživel, je noro. To, kar pa dela mojster Podlunšek zdajle, zato pa človek sploh še besed ni izumil. Švic iz aviona se še ni dobro posušil, pa že sedim v BMW M4 Cabrio. So bili tudi že kakšni slabši dnevi. A veš un feeling, ko srečaš starega prijatelja, pa nista govorila že zelo dolg časa, ampak se takoj ujameta. Tako nekako se jaz počutim vedno, ko se v kakšnega ema usedem. Veš, če ga pri nizkih vrtljajih malo pohodiš, da se malo pomatra, pa spustiš gas. Ne me izzivati. Ko sem zaključil z vožnjo z akrobatskim letalom, sem rekel, da se nič avtomobilskega ne more primerjati s takšnim letalom, s takšnim doživetjem, kar je pravzaprav res. Ampak avtomobilski svet ima zelo veliko enih variacij. In to, kar nastaja pri BMW-jevem oddelku M, je kar pri vrhu. Zaradi vsega, kar ponudijo. Zaradi motorja, zaradi podvozja, zaradi zgodovine. Lep primer je M4 Cabrio. Cabriji niso po mojem okusu, ampak ko ga zašilaš v ovink, pa ko slišiš ta zvok, jebemo sunac, a veš? Tako znate dobiti na svojo stran. In to je tisto, ki je pri avtih včasih pomemben. Ne vedno od A do B, pa iz B do A nazaj. No, kva ti to pove? V avionu nisem bruhal, v M4 pa sem. Kak pusi si rato, Komutar. Včasih kar malo pozabiš, koliko je Slovenija lepa. Prekmurje pod mano. Neverjetno.